The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Z nama s Petro je kar pester vikend. Tudi podatke, ki se bojo danes povedali o Feltnah, so za moje pojme ful zanimivi. V opis bom dal še en video, tisti, ki kupujete Feltne, ki sem ga naredil, mislim, da letos pomlad. Par strank sem imel, ki je v bistvu Feltne naročil prav zaradi tega videa in so vsi zadovoljni, sploh s parimi sem še vedno v stiku. Tako da, ja, to je to. Začela se je akcija za Vuelto, se pravi, kolesarske majice so 94,99. Garantirano za moje pojme note dubal boljše majice v tem cenovnem razredu. Čelade so zdaj še 10% znižane, očala vsa, pa tisti, ki vzamete ob nakupu majice, še hlače so še hlače. Zdaj, ki so že znižane, dobite še dodaten 10% popust, tako da pa še na vse obroče 10% popusta, tako da tisti, ki kupujete malo višji razred obročev, se pravi Jurija Gor, se to že kar orang pozna, so pa to že vse na akcijske cene, še 10% popusta, sam dodate v checkout in se vam bo tam izpisal popust. Evo. Ko ti vse razdelil, Ja, zdaj moramo vse razprodati, zato da naredimo plet za 2026. Pa tisti, ki hočete že sprobati kakšen kolo, trenutno ga testira Petra Niša in za čuda dosega najboljše cajte v primerjavi z Dogmo, ne? Tako da ne vem, mogoče so pa ta kolesa le nekje na tem, da ni samo nakladanje, ampak pridite, sprobite sami jih, malo bomo sestavili še moj bivši kolo. Sicer bo 105, ampak za sprobati definitivno bo. Tako da, nič, zdaj pa ti povej. A sam sestavil ga boš, naš ga prodal? Ja, mislim, vsa kolesa, ki jih pa imamo, se prodajajo, tako da če ga kdo hoče kupati, sploh rabljene, so še pol s popustom. Ja, jaz sem ful zadovoljna s telim kolesom, res moram reči, da me malo preseneča, da sem to soboto, tako kot sem ti rekla, tako kot me ti skozi itak kritiziraš, da se ne znam spuščati, mislim, ja, ne da se ne znam, no upam se, glih imam pač malo slabše izkušnje in se šparam na spustih, ampak zdaj, ko smo šli v soboto iz izleta iz Trebeljevga, pa nič posebnega se mi ni zdelo, da bi se nekaj tako ful spustila dol, pa sem ta začeten del, ki je ta ovinkas, ne, te kačice, imela v bistvu PR na spustu svoj narejen, tako da ne vem. Ideš? Ja. Bomo videli, kaj to pomeni. Jaz sem pa PR, se pravi, lahko poveva ta video, ki ga še montiram, ta vikend sem imel hčerko in zaradi tega nisem mogel kaj preveč biti za računalnikom, tako da bo prišel ven v tem tednu. Noter bo mogoče še par nasvetov zdaj za letap. V izletu bo malo, kako smo se tukaj imeli, pač to, kar sem jaz posnel, ker Petra je sam pokončno snemala in pač ni nobenega videa iz njene strani. Ti mi nis nič naročil, jaz sem pokončno snemal. Zdaj se je videl, ker sem imel prejšnji teden sem imel par dni čist frej, ne? In v soboto sem ga letel na Bogenšper gor, tok ga še nisem šel, sem po moje do ene minuto do 2 minute sred klanca obračil 500 plus vatov in sem kar tako, sicer sta me Uroš pa Jaka še vsem držala, pa na konc Jaka je tako skočil, da jaz pa Uroš se sam pogledala na hiter v njega, ker ni bilo, pol ga je pa zmanjkal, ker je mislil, da je pregradu konc. Aha, ja. In sem pol z Jakatom, mislim, da so skupaj prišla, Uroš je pa bil 15 sekund, nama je dal tam v zgornjem delu, jaz sem bil čist gotov. No in po moje ti neki ješ zdaj nečudne, neki se dopingiraš po moje. Res tole, počutil sem se tako dober. Bomo dala kri tvojo na analizo, ker tole so mal čudne, te s tako veliko ritjo in tako v klanc. Ne, sem bil čist, že ko smo štartali, je ta gospod, kako je temu gospodu Mekama Y? Tomaš. No, on je že na začetku tak lep tempo, tako jaz sem mogel, da sem sam držal, je bilo tu okrog 400 vatov. Pa je skupaj smo začel, bo on tok, pol to v mene malo zmanjkal, ne. Pa se pa počutil dober in pa sem šel mem tam nekje, ne vem, po
3-5 minutah. Po je pa šlo do gradu, sem mi kar ratal, pa ja, zadnji del sem pa po 400 mogel voziti, ampak še vse je tako. Jaz sem bil, pa s tem, da smo pol do Ljubljane, ne, tam se je pa začela moja vožnja. Koliko imaš zdaj kil? A veš, da se nisem vagal, sem po moje še vedno okrog 90. Vse. Po moje imaš že kaj manj, bi znali imeti. Ja, ne vem, na zadnje, ki sem se je bilo 90 še vedno. Tako da, no vem, se bom vagal, pa na naslednjem podcastu povemo. Ali pa pol etapo. Da nam pred letapom že kaj govoril, pravi, ne, se pan se. Ampak ja, skratka, video z nasveti, karkoli, sem jaz ugotovil zdaj v zadnjem mesecu 2, pride ven ta teden, tako da si to poglejte. Danes se bo pogovarjala spet slovenska scena, Vuelta, pa potem še prejšnji teden sva rekla, da bova imela za debato tale obroče. Pa ful enih koles smo dubali, ki jih bom pa jaz Petri šel poslati sred podcasta, tako da ti jih bom pol poslal, ker sem ti jih pozabil zdaj, jaz jih imam pa na telefonu, ki pa telefon snima. Ti šel, kaj ti dementneš. Ja, si to. In video v nedeljo ste se šla zapeljati. Ja, v nedeljo sva šla mi na tak recovery easy. Starimi s temi znajem Mirsat s Kolnagotom, jaz iz mojo kariero, se pravi železnimi kolesi. Lepo so se naštimala v nedeljska oblačila, v tvoje bele majčke, tele od Vuelte, ki imajo ta lep napis. To sem videl na story. Ja, ta je tak, se mi zdi, da res tak lep zgledaš v teh dresih. Jaz pravim, za teh mašni so to tak, ja, veš, da greš lepo na kavico. Tako da ja, to je nič, čekala sva vmes, delala sva plan. Kako nabaviti nove bicikle. A kakšen nasvet za nov bajk si že dubla? Ne, še v bistvu nimam še ta teden, no, pač bom več vedela, ampak tako, kot sem rekla, pač nagibam se nekako še vedno zaenkrat. Na grdobico? Ja, čistko, no, malo iz ferbca, malo iz želje, malo tako, da je kolo nekako neki drugačen od večine. Ne, bomo videli, kako se bo obnesel. Okay. Se sem rekla, meni je samo važno, da nimam občutka, ko na klanc pohodim, da me nekaj nazaj vleče, pa je to že zelo lahko veliko. Yeah. Moram pa še to povedati, da sem s tem tvojim nišem še rekord na pance svoj tudi naredila prejšnji teden, tako da mislim, da ja, sej sem rekla, bom pa vzela Y, pa ga imela za ravninske, pa bom vzela niša, pa ga imela za hribovske. Ja, vse je možno. Z veseljem ti ga prodamo. Ja, sam si bom jaz pa enega svojega pobarvala. To pa verjamem. Že prav vem, kakšen bi bil. Komod. Se ko videla tega mojega zdaj, ko pršel, boš po moje dubla še kakšno idejo še za tvojega. Pa ti imaš druge barve. Ne, se ne zaradi barov, ampak zaradi dizajna. Ja, se imam en tak. Bolj zaradi tega, ne, zaradi barve ima itak mi dva drugačne. Ja. Ok, kva. Greva najprej na, tako kot ponavadi, slovensko sceno. Si ti kaj zasledila, to imaš bolj ti čez? Ja, mislim, na sami slovenski sceni v bistvu se bo zdaj začel vedno več dogajati. Nadaljujejo se te vzponi, a ne razno razni, zdaj je bil tale skok na Roglo ta vikend, pa potem so te vzponi tudi v okolici Ljubljane, je bil na Pasjo ravan. Tako da to so te vzpončki, se pač udeležujejo, zdaj eni so malo bolj znani, drugi so malo manj znani, ampak mislim, da imajo vsi kar lepa števila tako udeležencev, no? Tako da niso to čist kar načeldi, tako da se skozi nekaj dogaja tudi na slovenski sceni, ampak zdaj pa prihaja, se pravi, ta vikend bo velika nagrada Kranja, ki bo letos taka malo bolj programsko močna, bo tudi nastopil Andrej Šifrer po zaključku kriterija, ki se dogaja v poznih urah, a ne v večernih in je tudi tak spektakularen za gledati, ko se krogi vozijo, pa se da kar videti večkrat kolesarje, ki pridejo mimo in potem še Šifrer je bil vedno dober, no, tako da verjetno tudi se ga še da poslušati tudi pri teh letih, tako da mislim, da tele naše generacije, ki smo, da je kar luštenga. Tudi že z tega vidika, je tako on je Kranjčan tam z tistega konca, tako da mislim, da to bo kar lušna stvar vse skup. Pol se pa že z letap začne, ne, tako da smo že naslednji vikend
Zdaj ta vikend imamo mi tudi nekaj v planu, v nedeljo bomo šli klele skupinsko, nas bo šla ena skupinca iz lokala štartala, bomo šli na vzpon na Koreno, je v nedeljo, tako da... Kje bo to? Klej iz Horjula gor. Iz Horjula je en fajn staren klanček. To je razlog. 5 kilometrov ima pa 400 višincev, tako da... Čak, pa v soboto ni izleta? Ne, bo. V soboto bo en izlet, bomo naredili neki, eno klasiko, neki malo bolj lahkoten za to, ali pa če boš ti odpeljal kakšno skupino na kaj težjega naprej. Ne, bo izlet. V soboto bo izlet, v nedeljo, tudi to v nedeljo pač je zadeva, ki smo se malo bolj interno, nekje sicer bo štart kleč, če ima kdo ful željo etno spod na Koreno, lahko pride ob 9. v nedeljo, bomo šli tukaj skupaj do Horjula, tam odvozili ta vzpon, pa naredili še kakšen krog, pa to je to. Okay. Tako da se bo malo dogajalo ta vikend. Dobro. Tako da, ja, mislim, imamo pa Slovence, a ne, če smo že glih na slovenski, pa tako... Največ v bistvu trenutno so Slovenci aktivni na Tour de l'Avenirju. Imamo celo ekipo fantov, pa mislim, da kar zelo močno tako ekipo po imenih, čeprav zdaj se ni toliko pokazalo na teh prvih etapah, bomo videli, če se bojo kaj bolj. Potem naprej imamo Mrzela, Valjavca, Raubarja, tudi Komac ni zanemarta. So fantje močni, drugač po imenih, ampak zdaj v bistvu na samem kronometru, kjer je bil ta prolog, gorski, ne? Ja, je malo umrzel mogoče, tako kot sem tudi brala, pol komentarje in kritike, tudi v tujih medijih bil kar malo, je bilo malo tako, ni bilo pričakovano, se je manjši zaostank pričakoval, je v bistvu zaostal 9 sekund za vodilnim na teh parih kilometrih klanca, tako da mislim, da je to kar velika razlika, ampak ja, dirka je še dolga, teh ne vem, koliko ima 6-7 etap, tako da pač, ja, so v francoskih Alpah, to je tur za mlade, tako da mogoče upam, da rata, fantom. Ti si rekla, da na Eurošportu je to, jaz sem probal najti tudi na YouTubeu, pa ni bilo kjer nobenih posnetkov. Prenos je na temu HBO. Ok. Ja, mi smo gledali. Okay. Tako da je bilo vse prenosi, so vsak dan, tako da se da gledati, ni glih neki kvaliteten prenos, nima nekih novih komentatorjev, tudi niti ne veš, kdo je, kje je, kaj, ampak da se pa videti, mogoče zaključke, da se pogleda, pa je malo bolj zanimiv. Tako da, če ima kdo ta dodatek šport na HBO-ju plačan, se tam da to videti. Ok. Kva, grejo kar na Vuelto? Ja, mislim, a ti drugih dirk ne gledaš drugače? Drugi dirk, ja, mislim, vem, da je bil ta Deutschland Tour, pol je bil tale, kvaj še... Ja, meni je bilo v bistvu do tega zelo zanimivo gledati ta Renevi Tour. Ja, dirka po Nemčiji je bila malo dolgočasna, pa ne vem, tudi tako nekako medijsko se ni spremljala, ne vem zakaj. Mislim, da je končen prinesel poštar tele, Asioma pedala. Tako da tisti, ki ste jih naročili, pošljemo ASAP, danes je poštar že prišel, tako da jutri grejo na pošto. Ja, se je to. Ja, meni je bilo zanimivo, mi je bil ta Renevi Tour, to je bil ta Benelux, ki se dogaja tam v Belgiji pa na Nizozemskem in so bili zelo močni šprinterji. To je taka šprinterska v bistvu celotna, ki bi gledal malo te klasike, ves čas se šprinta in gon. Veliko je bilo tudi padcev in poškodb, ampak tako mi je bilo zanimivo zagledati. Tle je bil Merlier, ne? Merlier je bil Kleja, sicer je pol skupno zmagal tale, kaj je že, Deli, ki je bil par sekund, mislim 3 sekunde razlike za Van der Polom, v skupnem seštevku teh 5 dni, ki se je dirkal, pa je bil pa Tim Wellens, ki je pa prej zmagal 2-krat zaporedoma. Tako da taka, meni je bilo zanimivo za spremljati, pa zanimivo za gledati, ker je bilo tako, ko sem enkrat rekla, da nimajo te šprinterji nobenih svojih dirk, je bilo kle kar zavideti. Nemčijo pa tudi nisem po prvi spojem pol več spremljala, ker je bilo tam ful enih čudnih odločitev sodniških, neki tudi šprinti so bili, tako da mi nekako ni bilo pol zagledati vse skrbno. Eden, mislim, da je bil isti, ki je zmagal prvo etapo, je tudi na koncu bil zmagovalec čez celo, tako da
Jaz, nekaj če sem glih. čist fair, res nisem kaj preveč spremljal, sem gledal te zaključke, takrat, ko je Van der Poel zmagal, pa Temu Renevi. eno ali na 2 Merlier zmagal, pa sem tam Ja, na gledal 2, zadnjih ja. par kilometrov. To je pa to na Uno, sem pa gledal sam zaradi relegacije, sem najdel posnetek, ki je Pogačar še komentiral, ne, Ja, ja. da si mora UCI malo bolj. Ja, čeprav tam je bilo, no, res ti šprint je malo sporen, ni glih zdaj toliko, da bi rekel pa kar, da pa ne, na dirki po Nemčiji, kjer je bila ena etapa, so diskvalificirali prvega in ga postavili na 33. mesto. In če zdaj gledaš od spredi posnetek, se res zelo dobro vidi, da on je spremenil smer in da tudi najverjetneje, če ne bi spremenil smeri, bi bil še vedno prvi, ni nič s tem pridobil, a ne. Ja. Tako da je tukaj malo to bilo res, zdaj zakaj je to glih Pogačar komentiral, ne vem, je to še njegov prijatelj, ampak ni bil to zdaj nek, tako da, ne Ja. vem. To so bolj stvari, ki bi jih verjetno kdo drug mogel, ampak komentirati. Bilo mi je pa všeč, se pravi, ta šprinterski, no. Mene je bilo kar všeč za gledati. Drugače pa ja. Drugače pa si videl, Vingegaard ne gre na svetovno prvenstvo. Ja, sem videl. Kar odpovedal, srl se je. Ja, Pa mislim. Lombardijo je odpovedal. Ja, sej po moje za letos mislim, da ve, kje je. Ja. In je rekel, da bo probo Ja, zmagati. čeprav pa ne bi šel pa na Evropsko, ker Na bo tudi evropsko. Pogačar, tako Ja. da tam bo še mogoče zanimiv za gledati. To je v Franciji, v Ardenih, tako da... A Evropsko je pred svetovnim? Ne, za. Za. Ko če sem prav videla, mislim, da je Evropsko je v septembru, ne mislim, svetovno je v septembru, Evropsko je pa enkrat šele v oktobru. Ja, pa ne vem, kva mu ni jasen. Ker če gre na Evropsko pol, pa da je... Ja, se lahko, da bo še Evropsko odpovedal, veš, da ga Ja. še pač ni do zdaj. Ja. Ne. Tako Mislim, če da- bo zmagal Vuelto, po moje. Pa ena zanimivo sem prebrala o tem, ko so bili pri svetovnem prvenstvu, ne še tole tok, da so tam uvedli 7-dnevni državni praznik in bodo vsi frej službe v času svetovnega prvenstva, zato da bodo lahko šli navijati. Ja. Si predstavljaš, da to pri nas naredijo? Takrat, ko si rekla, da bo tur, da je takrat za tur, da je Ja, da praznik. naredijo 7 dni nam praznik, da mi lahko gremo vse etape pogledati. Pri nas, po moje, država preveč zasluži od zaposlenih, tako da to težko verjamem. Ja. Da je balu, ja. Ja. Ja, pa je pa Vuelta. Ja. Imamo 2 Slovenca, tam tik pred zdajci je še Glivar prišel. Ja. Tako da mi je kar všeč, ker moram reči, da zdaj v bistvu za te 2 etape, ki sta bile do zdaj, smo ga zelo veliko videli. Ne? Ja, včeraj so ga ujeli kaj, koliko, 10 dobrih 13 do cilja, ne, glih, ko se je klanec dobro začel. Ja, da so ga, ne, zdaj sem gledal, mislim, da je bilo šele 8 km. Do konca so jih ujeli. 8 km pred koncem so še bežali. A so bili še zadnji, 25 ki je bil sekund. solo pol ali tudi on? Ne, tudi on. Zdaj sem glih kar gor pogledala, preden sem šla sem, ki je ponovitev bila 8, pa še nekaj je bilo do konca, pa je bil peloton še 25 sekund od zadnji. Ja, včerajšnjo etapo sem jaz gledal z očem, tako zadnjih 10-15 km. In so oba dva kar gledala, tako grejo v klanc gor, 34 na uro, par procenten naklon, še 100 kolesarjev. Kaj na čuni so bili vsi skup, sej, valjda je letelo, da je bil tudi mogoče čist malo kakšen kontraveter, pa kaj. Ampak tako vidiš, koliko so pripravljeni zdaj vsi za te 3 tedenske, nekaj roko na srce, ki je bil 70 včeraj, najbrž mu je čisto vseeno, zaostane minuto ali pa 15 minut. Tako da, ja, meni je bilo prav tako čuden, mi je bilo, ko je bilo toliko, še 2 km do konca jih je bilo še 50, Ja, 60. vsi. Tako da... Tudi na koncu v bistvu šprinta ne, jih je šlo kar. Ja, sicer jaz sem rekla, da bo od začetka, ko se je videl, da se pač ne reča, ne, že ko so prehajali na klanc, sem rekla, mir se do tole bo na koncu šprint, na klancu než razganal. Tako da ja, in tako je tudi bilo. Ampak zdaj tako, v bistvu se to veliko ponavljajo že sami tekmovalci med sabo, mogoče nam je to zdaj že vsem kar v glavo prišlo, ampak dejansko je tako, ne, tam, kjer ni Pogačarja, so stvari dosti normalne, bi lahko rekli, ne, take, ki so bile, kamor pride pa Pogačar, je pa vedno eno divjanje, ampak ne zaradi, jaz mislim, da to ni on kriv, da on to povzroča kot on osebno, ampak zaradi njega, ne, ker hočejo na nek, tako kot je bilo na turu videti, na nek način ga hočejo izmučati, na nek način hočejo tudi drugi zmagati, ne samo, da bi on zmagal, in zato so potem te borbe že na vsakem klancu, ne. Tega zdaj pa na Vuelti ni.
In tudi mislim, da prav zelo veliko tega ne bomo videli na Vuelti, da bi videli prav noro neki skakan. Vingegaard tudi nima jajc oziroma ni tip kolesarja, kjer bi on zdaj skočil pa delal razlike pa hotel vse zmagati. Ne. On gre dejansko na generalno kle zmago in mu je tudi pač tam, kjer ima svoje etape, ki se jih je začrtal, tistega se bo držal in to je to in bo mogoče na otok, sigurno na otok napet, kaj je bil turno. To je dejstvo. Je pa, ne, pa se jaz mislim, da Ja, mene so je v včeraj... bistvu bil UAE tist, ki je vedno prtegval, ne, sam to je voda na mlin Pogačarju, tako da sam zdaj mislim, ja, da pa ni tazga kolesarja. Če bo kdo bil kaj tazga zmožen, je po moje edino Vingegaard, da bojo, sam tudi Klanc včeraj ni bil mogoče čist pisan na kožo, ker je bil pač premal Ja, verjetno, težek, da je ne. bilo jim premal. Ja. Tako da meni je bilo pač smešen, kako je UAE vozil. Ne vem, pač razumem, da imajo zdaj dva kao kapetana, ne. Sam še vsem bi lahko malo drugače pač vozil. Tudi na koncu tako, jaz mislim, da bi še vsem lahko, Almeida najbrž ne, ampak Ayuso, če bi bil dobro pripravljen, on bi lahko imel kakšen skok. Pa včeraj, ja. Jaz ne vem, še vsem bolj mislim, da so regulirali vso dirko, niso regulirali etape, ampak sej niso, ampak enostavno mislim, da toliko močna nista ne Almeida, ne Ayuso, da bi lahko si prvošla, da bi zdaj recimo tudi, če bi imela to možnost, če bi imel možnost toliko od njih dveh zmagati včeraj etapo, da bi s tem toliko pridobila, da bi lahko potem od tukaj nadaljevala naprej pa šla po neko skupno zmago. Vse v bistvu v skupnem so vsi skupaj, a ne. Ja. In se v bistvu ni nobena neka razlika naredila včeraj. Ja, no se mogoče ta včerajšnja etapa še ni čista prav pokazatelj, kaj se dogaja. Moramo počakati na kakšen res ta prav klanc, da vidimo, kje bosta ona dva takrat pristala. No. Tako da ja. Jaz mislim, da danes pa jutri sta obe dve take etapi, ki sta po moje pisane Pedersenu na mlin, tako da bo po moje trek zadnjih 30 km bojo kar pretegovali, tako da jaz že komi čakam danes pa jutri. Pol v sredo je kronometer, a imaš ti koga drugega za danes pa jutri? Se pravi ponedeljek, torek? Ne vem, mislim, lahko bi bil tudi, sicer včeraj me je malo razočaral Pidcock, sem bolj pričakovala, da bo bližji, pa je potem ga kar pobiral gor na klanc. Če se je zregeneriral, pa če je v redu, bi bilo lahko tudi za njega, recimo, da je zdaj res, da on nima ekipe, ki bi ga vlekla, ampak lahko se priklop zraven. Drugače pa, ja, te razgibane trase so sigurno od vseh zdaj, ki so tam najbolj pisane Pedersonu verjetno na kožo, ni ostalih glih. Zdaj UAE pa Visma sigurno ne bodo šli v take dirke. Je pa res, da se je šele začela Vuelta in tudi ne bodo smeli pustiti nekih dolgih pobegov, da bi zdaj pustili, da bi se pa zdaj, ne vem, za 5 minut odpeljali naprej. Pa si bila nad kom presenečena včeraj? Tako, da bi si rekla, wow. Če ti povem po pravic, niti razočarana, niti mislim, da je bilo tako po pričakovanjih. Nekako upala sem do zadnje 100 milimetra, da bo Ciccone zmagal, tako da bi prav rekla, da sem bila razočarana, ne, tudi pol, ko še bil posnetek šprinta, so bili v bistvu dejansko vsi tam. Ja, pač nisem fan Vingegaarda, tako da kadar on zmaga, mi je vedno... Ja, meni je bilo dobro, ker Bernal zgleda, da je v dobri formi, tudi če ta klanc ni čist bil za njega. Pa je bil zraven, pa je bil zraven, no tudi Bernal, ja, no. Pa Godu je bil pol tudi na koncu tretji, kar je, jaz sem poslušal še videl podcast in je tale Brunel rekel, da ga je videl pred štartom in da je vidno sheran, da je toliko suh, ker je zdaj, da še ni bil. Pač Godu, ne? Ja. Tako da, bomo videli, mogoče pa zna on presenetiti, kaj jaz ga pred Vuelto, ne, ga ne bi dal, da bo v top 3, ampak če je res v taki formi, pa tako pa mogoče še za njega za razmisliti.
Sej prav, mislim, da me je prav presenetilo, zdaj, da, fajn, ne, ja, da jih je več, meni je vse všeč, ni me pa noben od teh presenetil, da je bil zraven v tej skupini, tudi Felix Gal je dobro naredil, vsaj da je mal razštelil vso zadevo, da se je malo začel dogajati proti koncu. Tako da, ja, to se šele začenja ta Vuelta, jaz v bistvu tudi, se sem že rekla. V sredo je kronometer, tam za moje pojme, a skupinski je zdaj, ta prvo. Okay. Pol imamo pa četrtek, petek je cilj na klanc, sobota je šprint, pol pa nedelja, pa ponedeljek pa spet na klanc. Tako da že... Ja, mislim, da je četrtek ena težka že, a ni? Je se pravim, ja, četrtek pa petek je ciljni vzpon, pa pol še nedelo ponedeljek. Pa tudi veliko višincev imata, saj za petkova, ne, pa četrtkova, mislim, da ima pa že tudi kar zelo veliko višincev, tako. Ne, mislim, ta prvi teden tale je kar nor, ja. Jaz sem pa gledala eno statistiko Vuelte, sicer je napisana, da je kot najtežja Vuelta vseh časov, je pa kot ena taka čudna opisana, no? In je v bistvu predvsem v tem, da je 12 etap nad 3000 višinci in da se je to na Touru do zdaj zgodilo samo enkrat, na Giru še nikoli, da bi imeli 12 etap toliko višincev, kar ne pomeni, se zapravim, ne da je najtežja, ampak v tem smislu, da v bistvu spet ni toliko šprinterskih, a ne, in da so zelo te razgibani tereni, kar je, če tako gledamo, je to najtežje v bistvu voziti, ne. Tako, z vidika vseh, da vsi kolesarji to odvozijo, je to sigurno najtežje. Tako da ja, je ena taka statistika, ki je bila zanimiva. Pa to, no, da v bistvu šestič šele, da je štartala v tujini, s tem, da v bistvu prve 4 dni ni v Španiji. Ne. Je vse šele, mislim, da je kronometer je prvi šele v Španiji. A ja, prvi teden skoraj da ne je prvih 1, 2, 3, 4 dnevi so v Italiji, pol je pa v sredo je pa. Četrti dan gre iz Italije v Francijo in potem iz Francije imajo transfer v Španijo. Okay. Tako da ja, tudi z tega vidika pol je spet, kako je to Vuelta, je Španija, če je to kmalu. Ja, no, to sem malo tako pobrskala, pa sem najdla take informacije tudi pol. Dobro, se pravi, zdaj preden greva na tele kolesa, oziroma zdaj greva na ocenjevanje koles, pa ti jih bom jaz poslal. Zdaj mi povej, a ti od Bineta kolo sva že midva ocenjevala, Scotta? Bom to pogledal, pa njegovega še nam dal, pa če ga še nisva, bo ga pol naslednji teden, zdaj ti pa pošljem, sva dubla ene par takih bajkov, ne. Da, ja, jaz, ki sem jih videl, sem rekel, le ne moš nič spremeniti. Pač tako, lahko dodaš OSPV, tistret, ampak bajki so hudi, tako da ta kolesa. No, hvala Bogu, si da so ljudje začeli tudi na lepoti delati. Peter, ti pa če češ, jih lahko v tem času malo zabava s kakšnim monologom. Z monologom. Ja, nisem pripravila nobene tele monokomedije, tako da lahko edin kakšno dramo povem. A kaj v Anžetu povem? Ja, veš, kaj mi je bilo pa ful zanimiv, ne, to lahko povem, kako je tvoja prijateljica, punca lepo poslala, ne, eno tako lepo slikco tebe oziroma video tebe, ki se voziš, Anže se vozi pred njo in to je res taka širina. Sem najprej mislila, da je to širokokoten posnetek, ampak pa v bistvu vidiš, da ni. In v bistvu ona se sprašuje, kako mi na rundah sploh vidimo znake, ki jih Anže kaže pred nami, da so kakšne luknje čez to rita. Ne? In v bistvu sem pa res razmišljala, da jaz v bistvu res ne vem, če od tebe kdaj vidim kakšen znak. Tako da to zdaj v bistvu moram enkrat upazvati na eni rundi, sem bolj malkrat za tabo zadnje čase, tako da nič ne vidim. Bom pa probala se potruditi, pa gledati Anžeta, kako on kaže te luknje. Pa teren. Pa ko smo še pri teh luknjah, ja, lahko tudi še to povem, da smo imeli
Zadnjo rundo smo imeli tudi enega obiskovalca na rundi, ki je bil zelo nevešč vožnje v skupini, kar ni nič narobe, vedno lahko pridete, tudi taki, ki se ne znate voziti v skupini, ampak dajte vsaj potem nas poslušati, tiste, ki se znamo voziti, pa ki vam damo kakšen nasvet, ne biti slabe volje zaradi tega, ker v bistvu s tem, ki se nekako ne voste pravilno v skupini, ogrožate vse ostale in lahko pride do res hudih padcev. Tako da ena od takih stvari, ki bi jo jaz povedala v vožnji v skupini, je to, da če se vozimo vsi skupaj, tukaj predvsem sta počasna pa srednja skupina, pustimo to hitra skupina je dejansko kaj ena dirka, ampak v ostalih dveh se pa nekje vozi en tempo, ki ga nekdo načne in se ta tempo potem vzdržuje čez celo rundo. In ko pride nekdo na ferango, ne pomeni, da z tiste ferange, ko nekdo da smeno, potegne iz 35 na 40 na uro, ker ga nobeden ne bo mogel prijeti, sploh ne tisti, ki je bil na ferangi prej. Če pa že pride do tega, potem je pa treba tudi ta tempo držati, ne pa po parih sekundah spustiti, pa praktično zabremzati, da se vsi odzadi skoraj popadamo, zato ker se ves čas dela pol ena taka elastika s temi pospeševanji pa spuščanji hitrosti in se mi odzadi nabiramo in spuščamo in smo ves čas v eni elastiki, kar spet lahko pripelje do enega padca. Tako da jaz sem to zdaj danes mogla povedati, ker zadnjič smo imeli res enega talenta. Zdaj ne vem, a bo še prišel, jaz upam, da bo, kljub temu, da smo ga malo ukregali, ampak ja. Pa ne, pa sej prav, mislim, smo že taka družba, da se mi zdi, da si direkt vse povemo in unmu, ki pač ni všeč, jebi ga, zgleda nisi za tako skupino in to je to. On je bil, ta drugi zdaj na rundi je rekel in da je šel prvič sta hitro, a ne, in da tam v hitri je bilo vse čas dirkanje in power, in sem rekla, ja, sam, ti si pa zdaj v ta srednji, kle pa ni dirkanja pa tega, ne. Zdaj v četrtek. Kaj mene ni bilo. Ja. In je bilo res kar pač tako, no, kar na parih delih, ko je bil on ni na ferangi, tudi vmes v bistvu je bila ves čas ena elastika, ves čas je bilo eno pospeševanje, pač ne zna se voziti v zavetrju in jasno potem on je bil ves čas na eni elastiki, tudi verjetno malo utrujen, glede na to, da mu je tam ket napadala dol, pa tako take stvari, no, take osnovne napake, ki jih delamo v vožnji v skupini, a ne tam, ko smo šli mimo Kongota, recimo čez Hupsar, kjer je treba prestaviti, če ne poznaš tega, če ne veš, če se preveč zakadiš, kaj je hotel prestaviti, me je valjda ket napadla dol, ker je to pač naredil prepozen, ne vem. Okay. Ne vem. Grejo, ocenjevanje kolesa, da vidite te rakete. Poslal sem ti message. Aha, si poslal? Ja, upam, da si ga dubla. Ja, upam, da sem, čakaj. Sem dubla. No, pa mi boš ti podala telefon, da jaz vidim. Zdaj, najprej sem odprla tega Viljerja. Ja, ok. A boš ti najprej govoril? Je lahko? Ok, gospod je poslal Viljerja. To je sicer kolo, ki je še stare šole na rim brake in zato so še kabli zunaj. Tako da tega niti ne bom komentiral, bi pa komentiral zdaj kle sam izgled. Zelo lepo pač saj meni sestavljen, zdaj kar mene moti je ta sedežna opora iz prve ruske, pa tist dildo gor, ki se mislim, da še gospod Poheco malo, ki mi je poslal sporočilo. Tako da, ampak drugač pa vsaj meni pač zelo lep kolo, če bi zavrtel 10 let nazaj cajt. Ja, nič mu ne fali. Po moje se tudi pele zelo dobro, sploh kar se tiče na brzino, v klanc gor je po moje malo počasen, ampak ja, tako da jaz bi mu dal 8. Tudi če je Viljer. Sem mogel dodati na konc. Ja, te so lepa kolesa. To ima pa to eno nalepko tam od spodaj. A s kakšnega maratona ali kaj mogoče. Upam, da gre tista nalepka pol stran, pod sedežno od spodaj. A nisi videl? Čuden. V glavnem, ja, meni je drugače tudi všeč tale kolo, pač kakor je sestavljala, meni tako to je ena taka klasika, ta črna-bela, je pa res, da kle toliko ven štrli tistale vilca od spredi, da to pa še meni ne moti, ker drugače nimam toliko s tem problemov, kakor ti, ampak tole je pa že mogoče za zdravje skoraj nevaren. Sploh moško. A si predstavljaš kakršnokoli neko bremzanje ali z glavo ali pa tudi z mednožjem, da sem le not preletiš, ne vem, če je glih dober, ampak okej. Ja,
tako kot si ti rekel, no, bi se še dal kaj narediti. Tudi sketno pa... Ja, pa se to Predvsem so te stvari stran pobrati. Ampak overall je pa meni pač lepo zgleda, tudi sfeltne Ne, grejo. vse je lepo, vse je črno, vse skupaj pa še... To je zelo dala kle 8. Je Dober. pač ja, kolo, že tako, kot si rekel, stare šole, no. Zdaj pa tale kolo, a ne? Dobar, zdaj pa Grdobica številka 1. Se pravi, to je, mislim, da glih od Tomaža kolo. Pa če sem čist fair, načeloma razen tele lučke zadnji, ki bi jo dal lahko dol in bi izgledal kolo še za moje pojme dosti lepš. Pač nič na kolesu ni tazga, da bi me prav orang zmotila, razen tega, da je aero kolo, pa so nizki obroči gor, tako da jaz tukaj gor sem glih gledal tudi ta video, ki sem govoril že en ali pa 2 podcasta nazaj, ki so review delali, ne? In tudi njim ni bilo jasen, kako dajo lahko na aero kolo kolnago 45 mm pač obroče gor. Pa moram še nove obroče kupiti. Mislim, na tak kolo pa še pač visoki obroči. Kukarkoli, kdorkoli bo pač men na aero kolo, pa da imaš pod 50 gor, mi je malo čuden. Alej, tako je. Drugač pa, ja, meni spet bi mi bilo še bolj všeč, če bi bila kakšna druga veriga, pa da bi bil še OSPV gor. Vse ostalo, pa če sem čist fair, na temu kolesu ga tudi jaz ne bi sestavil čist nič drugač. Črn sedež, črn tale trak krmila in ja, to je to. Ta bike ste tudi vagali, ne? Ali kdo ga je vagal? Koliko je bil? 7,3 ali koliko ste rekli? Ne, ta je bil več. Ta je bil 7,7. 7,7. Okay. Skoraj 7,8, no. 7,7. Tako da evo, z Ultegro pa z nekimi, po moje, kaj so to, Vision obroči. Ja, se rekel, da so kar Vision težki obroči, no, skoraj blizu 2 kile Tako da grejo to samo se zdi, obroči. da dosti lažje Tavžen. narediti. Tako da, kar se mene tiče, ocena... kaj je to grd. Pa rečemo, da se ne bom zdaj zaletel v to, ampak kako je pač skrb dan, barvno pač gre vse zelo lepo skupaj, tako da iz moje strani, če ne bilo če bilo brez lučke, bi mu dal 9, tako mu dam pa 8,5. Ja. No, jaz sem toliko časa govorila, zato ker meni je ta kolo vedno bolj všeč. Sicer ja, ta lučka bolj tebe od mene, toliko ne. Mene kle bolj bi dala to črnoketno gor, ker sprašujejo eni, zakaj črna, zato ker je vse črno in veliko lepši izpade, vse komponente so črne. Zanj, če en sprašval, odkje nama ideja, ne, zakaj črna ketna lepši izgleda, če so zobniki kovinski, a ne. Ampak zato, ker je dejansko komponente kolesa so črne, a ne. Gonilka je črna, menjalnik je črn, vse je črno, a ne. Če že tisti, ki je to sprašval, mu lahko povem, zakaj men, ampak to je tako, vsak ima svoj okus. Tako da meni definitivno na takih kolesih, tako je tako ogromen črna ketna gor, dobro ti so OSPV, pa to se lahko še doda, ampak meni dam temu kolesu 9. Dobro, gremo na naslednjega, ker zdaj sta pa vsaj eden je meni. Tega Canyona, Okay. Frijolčnega, bidone gor. Ja, Frijolčen Canyon. Tukaj pa zdaj, kar se mene tiče, na temu kolesu, da je ne vem, kaj bi lahko spremenil, da bi bil pač lepši, razen unih par podložk tamle, da bi dal dol, ampak drugo pa jaz pač ne bi imel ten volov, vem, da je najbrž hotel popestriti, ampak pol pač te plašči pač dost ven sekajo. Pa s temi klinčevimi litrškimi bidoni, ki jaz pač to ne razumem. En rilc je take barve, drug je tak, se pravi še 2 različna bidona. Ne vem, zakaj ni zdal tega dol, pa bi dobil ful lepo oceno, ker je pač meni je lep bike, pa če jaz bi mu dal 9, ampak zdaj takole, ki je pa slikan, ne. Pa te plašči, rečemo, da se danes dobro počutam 8. Ja, meni je zanimiv kolo, jaz nisem pač ljubitelj teh raznih barv, ne, to je tako vsi živejo, ampak
Je nekaj dobro, ker v eni barvi. Ne? Ta je v bistvu v eni barvi pa bel, ampak recimo jaz bi pa si ga kar dosti drugač. Definitivno ne bi imela gor teh barvnih plaščev za rjavo, ker nima z ničemer tukaj se ne ujema. Vsi napisi so beli. Zdaj, ja. Mene je ta kolo tako zanimivo. Jaz bi recimo si kle, ne to število, ampak jaz bi si kle dala bel zic pa bel trak na tem kolesu. Fenomenalno. Ker... Tebi ga mersat puca, ti si to lahko narediš. Ja, ampak... definitivno te trakovi niso spet tak strošek, če ga... Sam treba ga je redno čistiti, redno spucati, redno vzdrževati, pa imaš za to čistilo, imaš definitivno gobico. bi to bolj zgledali pa črni plašči, kakor pa tako, kot je zdaj. Ja. Tak bil bi zelo pester kolo, no? Tako pa da jaz dam to samo idejo. 6 deci max. Bidone, ja, bidoni ta mali, no. Approvecycling.com jih prodajamo, tako da... Ja, pa še poceni so. Ja. Koliko si mu dala ceno? Ja, jaz dam temu, meni pa ta kolo ni glih neki, no. 7,5. Dobar, zdaj pa meni najlepši Ful bi bil pa bike. lahko hud. Ful. Ja, ta je pa še meni lep. To pa tist, ki si ga lasti, svaka čast. Ta je pa... Mene moti samo ena stvar in to je toliko velika napaka, da ti ne smem dati od scene, kukar bi ti jo dal. In tisti, ki ste car guyi, boste najbrž takoj vedeli, kaj se pravi. Če imaš kolo Scott ali pa da imaš avto, rečemo, da imaš Audija, a bi mu dal AMG feltne na avto? Ne bi. Nikoli ne bi tega naredil in na kolesih se pa to še vedno dela in jaz tega pač, ko imate to gor, jaz ne morem preboleti, tako da bontražer feltne na Scott kolesu, to je meni največji gnus, kar se ga pač lahko naredi, ka bike je top of the top, sam feltne, če si nočeš novi felten kupiti, to nekako pobrusati dol. Pač bi še lep zgledal, pač pa bi bil res, pač ta bike je perfekt, tako pač na tem kolesu vse črno in lepo sam okvir, da izstopa, to je najbližji desetki, kar bi lahko, ampak me te bontražer feltne toliko pač zmotijo, da mu ne morem dati, tako da ajde naredim kompromis, pa mu dam 9, ampak te feltne res, to je meni, najraješ bi ti dal -1, če sem čist fair, ampak vem, da se vas 95% z mano strinjali, sam pač meni je res to, to je tako kao unika, imate Shimano opremo, pa Campagnolo feltna gor. Ja, to je še hujš. Ma ni hujš, to je zelo isti podobno, ja, no. klinc. Ja. Tako da, ampak drugač bike, to je pač, ja, ne vem, kle, ok, spet midva, črna veriga, OSPV, da bi bil pač tako, special touch, da se res vidi, da si neki pač, ja, ne vem, kako naj rečem. Pač pozna se, da si dal nek svoj dotik noter, ampak kar se pa tiče izgleda, kako je pa pač tole, za moje pojme prvi 10 od 10, če ne bi bontražer feltan bilo. Tako da, evo, 9. Jaz se tudi strinjam s tabo, kar se tiče opreme, a ne, da pač to res, kot si rekel, to skupaj ne gre, ampak mislim, da to se bi še marsikdo strinjal s tabo, no vem, da definitivno bi se Mersa strinjal s tabo, pa vsi teli stara garda, klele kolesarjev, kar hodijo k nam v lokar, kar so stari, recimo 50 plus, bi se vsi strinjali, to enostavno pač ne gre skupaj, če jaz verjamem, da mogoče dobil pač ugodno ceno teh obročev. Najbrž so bili iz prejšnjega kolesa, ampak ne. Ali pa in jih je pač dal gor, ja, bi bilo pa veliko lepš, mislim, zgledali, da bi bilo nekaj drugega. Se tudi še kaj dobi verjeten v tem rangu, pa za tak denar jaz mislim, da se kar še dobi kakšen obroč. Vse mogoče pa bo v prihodnje. No, ampak mene pa ful drugače všeč. Spet na approvecycling.com, zdaj so obroči v akciji. Mene pa všeč kle ta barva okvirja mi je pa... Bike je nor. Pač kle, to je to.
In ocena? Ja, jaz bom vseeno rekla sam izgled, pa rekla, da ne vidim tega, a ne, gor napisa. Sam še tisto, že dosti bila, sam še črna ketna, pa smo zmagali v 0, tako da dala 9,5. Ok. Ja, to je to. Ja. Zdaj reja pa na tele feltne. Zdaj pa spet imel jaz na začetku en tak mal krajši monolog, ker sem si ven polhom podatkov zapisal, pa bo pol štartala v bistvu iz tega ven. Se pravi, jaz sem se mal z AI-om pogovarjal in da mi da ven razne teste in vse, kar sem najdel, zato ker me je zanimalo. Pa vam najprej povem, se pravi, gremo v 3 dimenzije telih obročev. Eni, ki so višine do 40 mm, potem so od 40 do 50, pa so pa, ali pa od 40 rečeva do 55, pa so od 55 pa gor. In da vam povem zdaj, kakšne so razlike, dal sem še v AI noter, če so obroči lažji, so cirka 150 gramov, če so obroči nižji, so 150 gramov lažji od tistih ta visokih, pa cirka 70-80 gramov lažji, v bistvu so te ta srednji lažji od unih ta najvišjih. Samo toliko, da se je tudi malo teže, ampak boste videli na koncu, ta teža v bistvu sploh ni toliko pomembna, če so obroči s performanceom enaki, ne. Se pravi, pri obročih teh, to ni sam performance, ampak je še marsikaj drugega. Tako da, evo, gremo zdaj začeti. Kar se tiče 7% klanc, če se voziš 1 uro gor, 10 km na uro, pri ta najnižjih obročih v bistvu pridobiš 0,04 vata. Če se 12 na uro voziš proti tem ta srednjim, je 0,02 vata, če se 15 na uro voziš, so pa že uni ta srednji v bistvu hitrejši za 0,04 vate. Se pravi, nič skoraj. Če gledamo v ta najvišjih v primerjavi z nižjimi, pri 10 na uro pridobiš 0,02 vata, pri 12 na uro 0,19 vata, pri 15 na uro 0,13 vata. Se pravi, spet skoraj nič. Če pa gledamo ta najvišje v primerjavi s ta srednjimi, pa zgubiš 0,16 vata, pri 10 na uro 0,17 vata, pri 12 na uro pa 0,18 vata, pri 15 na uro. No, zdaj pa gremo še na ravnino. Se pravi, če se voziš 1 uro povprečno 35 na uro, bojo ta srednji proti ta nizkim obročom dobili 2,4 vata, ta visoki proti ta nizkim 3,8 vata, pa ta visoki proti ta srednjim 1,4 vate. Pri 40 na uro bojo pa ta srednji proti ta nizkim pridobili 3,8 vatov, ta visoki proti ta nizkim 5,6 vatov, pa ta visoki proti ta srednjim 5,1 vat. Se pravi, to konstantno moraš obračati toliko vatov več, da ohranjaš isto brzino. Pa sem pa še naredil tubeless, clincher pa tubular. In zdaj tako, če imaš tubeless, je ta najhitrejši, tubular je daleč zadaj, tako da tubular lahko odštejete tisti, ki imate, je ta najpočasnejša zadeva v primerjavi clincher ali pa tubeless. In to je pa tako, če se vozite 45 na uro, bo tubeless bolj zaradi rolling resistanca pridobil cirka 2 do 3 vate. Pri 35 na uro 1,5 do 2,5 vata v primerjavi s clincherji. Tudi če tubelessu dodamo še 150 gramov, je tubeless v klanc 7%, pri 12 na uro cirka 0,3 do 0,6 vatov hitrejši plašč. Se pravi, v vsakem primeru najhitrejša različica. Zakaj tudi profi v večini vozijo, se pravi 45 ali više obroče, glih zaradi tega, ker pri njihovi brzini praktičen, pa zakaj vozijo tubeless, je pač zaradi tega, ker je to ta najhitrejša opcija in na koncu teh 150 gramov teže se sploh ne pozna, zaradi tega, ker ti konstantno zgubljaš po ravnini, pri večjih brzinah in tudi v klanc gor še vedno zgubljaš, bomo rekli, da zaokrožimo
pol vata konstantno, tudi če je 150 gramov, to, kar sem jaz opazil pri naših setih, da so tuble steži, se še vedno zgublja v klanc gor. Tako da, evo, to upam, da ste zadovoljni s tem researchom, da veste zdaj, kaj za vas v bistvu nabaviti. Nisem zdaj gledal tako, kaj kakšen Pavliča pa kaj, a ne, kaj se rekreativci vozimo gor, mi, ki smo bolj debeli, po 10 na uro, ne. Ampak ja, tako da zdaj izgleda, bom šel na tuble spet. O, ti budalo. Jaz sem glih hotela reči, da po vseh teh researchih, ki si jih zdaj povedal, je moj zaključek to, da je v bistvu čisto vsem v rekreaciji, kakšne obroče imamo, samo da so nam všeč, da nam dobro izgledajo. Tako da dal si mi razmišljati, da bom šla tudi jaz na višje obroče, čeprav sem nekaj, da nam šla nikoli več. Se po moje, pri višjih začneva še debato to, kar se vetra tiče. Ker sploh pri ženskah se mi zdi, da je kar tukaj to si dostikrat... ti govoril v vetrovniku, kjer ni verjeten nobenega vetra, ni z nikjer nič, je v bistvu brez vetra. Smeri, In mi je to vse jasno, jasno, ampak moram reči, da glede na to, odkar imam Princetone, recimo jaz na teh 4-4-5 jaz ne čutim nobenega vetra. Res nimam težav z nobenim vetrom, ker sem jih mogoče prej tudi na 4 pa pol višin. 4-5-5 nič. Kaj? 4-5-5 nič, ne 4-4-5. Sam povem, ta prav znak Felton. Da, jaz to sem tehnično potem že, tako je že povedal. Ne, mi je tako zanimivo, no? Predvsem zaradi te, ker če tako gledaš v bistvu, kar sem te zdaj poslušala, med temi 4 pa 6 sploh ni taka razlika v klanc, ampak je pa velika razlika po ravnama. Ampak se pravi, da v bistvu jaz poravnam, ampak se mi ne gre, da nekaj zdaj, kot ste rekel, sem šel pa zaradi tega na tubles, da je hitrejši, ker še vedno pravim, da je tukaj, ko smo zdaj pri tublesu, je tubles problematičen z vidika rekreativca, ker ko pride, to za profesionalci imajo to lahko, ker tam skočijo, mu zamenjajo kolo, mu zamenjajo obroč, naslednji dan mu operejo, vse zrihtajo, on dobi nov tubles pripravljen in se pele. Pri nas je pa ta s tublesom ogromen dela, ljudje ne pucajo, se pravi, na pol leta ga je treba sleči plašč, ga oprati, na novo noter mlek nalit, če tega ne delaš, potem tubles zgubi svojo funkcijo, ko pride do preboja, takrat ne zaflika nazaj in pol nisi nič naredil. Noter se seser ta mlek, jaz sem to na lastne oči videla, kako to zgleda in je v bistvu to veliko dela in če ga nisi pripravljen sam delati, moraš to pripeljati k mehaniku, mehanike pa to ni, jaz vem, da to tudi Mersat računa po 20 €, se pravi čiščenje plašča pa noter filanje mleka spet, tako da to je strošek in pa se ti lahko zgodi, da ostaneš nekje Bogu za ritjo in enostavno moraš nekoga klicati, da te pride iskat, ker nimaš kaj narediti. Tako da sem še vedno, kar se tega tiče, ne glede me ne zanima, koliko bi pridobila vatov. So mi pa bolj zanimiva ta višina obročev. No. To mi je pa, mi je bilo jasen, ker je Mersat to skozi ponavljal, da on se na 6 najbolj počuti, da mu v klanc ne igra take velike vloge, da mu pa ful večjo vlogo igra po ravnem. Je pa res, da on ima 25 kg več kot jaz in sigurno mu tudi pol na vetru to ne dela problemov. Pa že njega je tudi prestavil. Pa njega je prestavil v bistvu letos, res je bil močen veter, ampak mogoče bi se to zgodilo takrat tudi v tistem momentu, ne glede na obročno. Zdaj se mislim, da sploh še kdo voz 2 obročja ali pa kaj tazga. Da bi bili obroči višine, sploh še manj kot 4. A to jaz še vozijo? Še vozijo kakšni. Sam verjetno tiska kupuje pa novo, pa že skoraj neverjetno. Mi smo tudi na tak modelu v Sloveniji, da jih je zelo malo. Slovenija še vedno to vozijo, rečemo, jaz sem imel enega iz Sicilije, tam je rekel, skozi veter piha. In sem mu duni ta nižji obroči, tam, veš, si predstavljaš, da skozi veter tako piha, kakor je prva zanč, ko ste šli z rakitne. Pač no, se tudi pri nas je na obali veter lahko, ne sploh pozim, kakšna burja, ki preseka, res vemo, kako zgleda. Takrat vprašanje, koliko jih sploh gre res tudi na kolo. Pač takrat, ko ti veš, da vleče, ne vem, ko sprožijo kakšne alarme po Sloveniji, jih je malo teh mojstrov. Meni je fajn, tako, ko ima Mersat, ko ima pač te visoke pa te nizke in potem si da vse ima sabo in potem si da saj od spredenga samo si da te nizkega in je veliko boljši. Ja, mislim, sej. Tako da, zdaj, kar se samih obročev tiče, sva dosti tudi povedala že, mislim, da
prejšnji teden sva imela plašče, ne? Ja. Ali 2 tedna nazaj, se ne vem. Tako da si lahko pač zdaj to skup skombinirate, pa boste mogoče vedeli, če kupujete nove obroče, kaj imate gor, pa lahko mogoče zaradi tega se odločite za malo bolj informativen nakup zdaj po ta novem. Zdaj, kar je meni pri obročih še pomemben, je, da odvisen, koliko zapravite, je zato pogojen tudi, se pravi, teža. Jaz, če bi dajal jurja za obroče več kot 1600 gramov ali pa glih tam nekje je ta meja, ki bi rekel, da bi dal okrog jurja za obroče, vse ostalo pač mora biti lažji, razen če ste kakšen triatlon s kronometer itd., tam pač se zased, pač ja, so lahko tudi težji, ker kad ti dosežeš neko brzino, se ti ta teža mogoče ne pozna več toka, ne. Tako da to je to. Zdaj, kar se tiče samih naper, imate tukaj še karbonske napere, mi jih imamo na nišu gor in se pozna, da takrat, kad ti greš čez določene vate, jaz bom rekel, ne vem, 500-600 plus, se pozna, da je, ko bi rekel, da obroč ne reagira toliko dober, kakor pa rečemo tukaj pri Princetonih. Tako da to bom rekel, da kar velja za cel razpon obročev, ki vem, da zdaj daje kar dost teh top obročev je s karbonskimi špicami, to se daje po večini zaradi nižje teže, kar se tiče pa voznih lastnosti, pa ja, jaz zdaj ne poznam nobenega, ki ima, ne vem, tudi lightweighte gor, pa da je z lightweighti prav orang zadovoljen, ko so komplet karbonski, tako da, evo, tukaj še to, če iščete lahke obroče, lahko greste na karbonske špice, sam če ste pa kar orang močen dec, pol vam pa une karbonske špice po moje prej minus naredijo, kakor pa sam plus. Tako da to je to. Širina obročev je pol tudi spet pomembna, sem imel spet monolog pri plaščih že, tako da si lahko tam pogledate. Kaj ostalega pa, ne vem, ena taka lastnost, ki jih rečemo, kakšni te boljši obroči že imajo, bom rekel od jurja gor, nimajo več pač lukenj v feltnah za niple, ampak so polni, kar načeloma v praksi mislim, da to pomeni, da so pač tudi bolj togi, pa ne rabite imeti pol tega dodatnega traku, če imate slučajno tubles gor. To je pa to, no. Zdaj kaj drugega pa mogoče lahko še ti dodaš, če sem še kaj pozabil. Ne, si tako, mislim, vse je logično, v bistvu pa vse vodo pije, mislim, da tukaj ne rabiš biti za to neki, da sva hotela pomagati, a ne ljudem, da bi se odločili, če so pri nakupu novih obročev in ja, ni vse, da se mora biti obroč nujno 4 ure, a ne se tudi kaj drugega dobi. Je pa sigurno zelo fajn dati nekaj malo več v obroče, to sem že velikokrat ponavljala, ker sam obroč lahko zelo spremeni lastnosti okvirja. Jaz sem se glih včeraj peljala s tole mojo Carrero in imam zdaj gor tele Boro VTO ali Ultra? Ne, Ultra, ja. Sicer so tubulara, ne? Ampak nove tubularje tudi gor in so res tako udobni so, ampak letijo pa ka svina. Res vrti se, res so not keramični ležaji, ampak letijo res, ko prav videla sem včeraj, ko sva šla z Mirsadom, pa je bilo tako tak nizek spust, kaj veš, ne zdaj spust. Ja, in me je kar mimo njega nesela, ne. Tako da ne, res se dobro vrtijo, no? Tako da je tudi to zelo pomembno, ne? Tudi peste so pomembne, zdaj to nisem niti omenjala, ne? Ampak tudi peste se da pri malo boljših obročih različne peste kupiti in boljša, kaj je pesta, dražji je obroča, ne? Sigurno pa peste prenesejo svoje glih ta vrtenje. Ja, ležaji, ki so noter, pa pol tudi te zaklopke. Zdaj, kar se tiče samih ležajev, pač sploh iz Kitajske zdaj prihaja zelo velik firm, tako kot imamo tudi mi od Niša, da imajo noter keramične ležaje. Keramični ležaji pa niso vsi isti. To je tako, da bi rekel, da je 1.6 mašina, da da vsaka čisto konjo ven. Pa pač ne da. Ne vem, kaj dan lahko še kakšno primerjavo. Ja, da bo ljudje bolj razumeli. Jaz sem pri teh zdaj videla, res to se res vrti, kako je pa drugače, ampak jasno, da ni vsak, vse vemo, no, kaj se vse danes lahko kupi na tem našem trgu in kitajskem trgu, tako da je treba
Ja, ker eno so keramični sam ležaji, drugo so še šalčke keramične, pol je pa še odvisen, kakšen je ta ležaj, se pravi, kjer, ko bi rekel, kako bi ga ocenil. Najboljša ocena je 1, kakor sem jaz razumel, teh ležajev na trgu se jih sploh ne da kupiti, ker jih delajo samo za določene državne firme, vojske in podobne stvari. Pol je grade 2, do takrat, ko sem jaz to bral, je take ležaje imel sam Ceramic Speed. Noben drug na svetu ni imel pač teh grade 2 ležajev. Pol imate pa grade 3, 4 itd. To pa pač se dobi zdaj že na obročih, ki so nižjega cenov ali pa tega srednjega cenovnega razreda, se pravi okrog jurja, kar pomeni, da življenjska doba pač teh obročev je ponavadi krajša, morate jih prej zamenjati, se pa rečemo, najboljši primer je mogoče, koliko stanejo te ležaji, ne? Če daš si v obroč zamenjati, se pravi, mislim, da pride 6 ležajev, 2 v sprednji pesti, 2 v zadnji, pa še 2 v račni. In to je za tune feltno pri Ceramic Speedu, mislim, da je cena, ne vem, 600 do 700 evrov. Če greš gledat na net, mislim, da ležaji lahko pridejo že koliko jih je stranka, mislim, da takrat, ko isto dajo prav v tune noter, mislim, da je dal okrog 150 evrov. Če gremo gledati od kampanjole, mislim, da na zadnje, ko sem bil še jaz v Maxiju, smo jih prodajali, mislim, za 200, okrog 300 evrov, no. 280 imam v glavi, ampak mislim, da je bilo okrog 300 evrov. Tako da tukaj lahko že vidite to razliko v sami ceni. Ni Ceramic Speed toliko dražji zaradi tega, ker imajo tak ime. V današnjih cajtih sam ime ne more več prodajati, pač ni variante, razen če si, ko bi rekel, v ismu razponu, ne, pa da si pol mogoče 1-2% dražji, ne bo pa mogel še enkrat više cene upravičiti. To mislim, da danes se noben več že ne more. No. Tako da, evo, to je še, kar se mene tiče. Kar se tiče telih pest, zdaj mi, kar se tiče Princetona, so nam tudi pri Princetonu svetovali, da največ pest, ki imajo najmanj težav, so white industry, se pravi to osnovne peste z industrijskimi ležaji, s temi vsak serviser jih tudi zna popraviti. Kar se tiče pa teh, ki jih največ prodamo, se pravi TR01, ki so od Taktika. Jaz jih imam gor, tudi delač največ smo jih prodali, pa do zdaj nisem imel še nobenega, ki smo rabili jih nazaj pošiljati. So pa zdaj zvržen 2, se pravi z drugo verzijo teh pest, ki so jih naredili malo bolj toge, naredili malo drugačen dizajn in je pol saj, ko feltne pride nova, se mogoče ne vrti toliko v redu, zdaj jaz tele moje, ki sem že v laufu, se vrtijo svetlobna leta boljš, kar so se pa mogoče prvi teden 14 dni. Tako da ja, evo, to je še my 2 cents. Ko imaš obroče gor, ki se res dobro vrtijo, to se res poznano. Ja, se pravim, ja. Obroči naredijo svoje, ja. Ja. Je noč, ko imela naslednji teden? Kaj pa še nisva imela? Lahko greva na čevlje, Oh, ko imaš ti glih nove. ja. No, naslednji teden debata Sem jih kar o naštudirala čevlje. čevljih, tako da lahko pošljete vprašanja, če vas karkoli ekstra zanima. Ja, pa je to. A imaš še kaj? Kaj bo Nič več. dogajanje na Ziharlovi ta teden? Ja, tako kot sem rekel, runde so, še v soboto velo izlet, uro bomo objavili, pa v nedeljo gremo na tole dirko na Kureno, tako da ne vem, če se upaš spet zraven. Obljubil sem Martini, da gre prvo njeno 100 odpela ta vikend. Aha. Tako da če bom šel v soboto z vami, polno delo, grem z njo. Tako da, No, ja, tako da evo, Martina, fajn se najej. akcije so se začele, če koga karkoli zanima, oglasite se na Ziharlovi, pa bomo šli skup čez, tisti, ki ste pa od malo dlje, lahko pa tudi pokličete, lahko tudi video klic, pa vam pač vse razložim. Če pa koga zanimajo novi bajki, pa bi radi testirali tole raketo, pa tudi dobrodošli. Ja,
jaz sem že toliko lepega povedal, da težko še kaj več nakladam, sprobite pa boste videli, da je res dober. Je pa za višino okrog 180, zdaj par centimetrov gor dol, mislim, da bi se dal dati. Tako da pa še Petra zdaj, ki dosega PR-je z Legendom, to pač kar Ne pa dosti lahko za govori. malo manjše. Ja, un je pa za okrog, kaj sem, 170 do 175 rečemo. Ja, jaz Višina. sem malo više, ampak Ja. mi kar sede. Koliko si visoka? 76, 76, 77, ja, ampak okej. mi ful Dobro. sede, ne bi večjega. Dobar. To smo najbolj zadovoljni moški, Prvič, da ki mi ženska paše to manjši. reče. Ja. Nič, uživite do naslednjič, upam, da ste uživali v podcastu. Čau. Čau. Ker na manjši ust.